Živi si narodi, ki repeni dočakat dan, da kode sonce vodi, prebili svita bo pregnan. Narojak, prozbo sakne vrak, leso se tvomejak. Narojak, prozbo sakne vrak, leso se tvomejak. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani slovenski demokrati in demokratke, cenjeni gostje, spoštovani predstavniki medijev, dragi prijatelji. Dobrodošli na konvenciji Slovenske demokratske stranke v volilni kampanji za državni zbor 2011 v 8. volilni enoti. Prvi in najbolj prisrčen pozdrav najprej namenjamo vsem kandidatkam in kandidatom SDS v 8. volilni enoti, ki obsega območja občin Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica in Ptuj. Je danes z nami prav poseben gost. To je slovenski poslanec v Evropskem parlamentu in član izvršilnega odbora SDS, dr. Milan Zver. No, toplo pa seveda pozdravljam tudi župana občine Beltinci, dr. Mateja Gombošija in župana občine Moravske Toplice, Alojza Glavača. Predstavnika romske skupnosti Slavka Cenerja in Joška Hrovata Muca, predsednika Zveze Romov Slovenije, državnega svetnika Rudija Cipota, in predstavnike Rimsko-katoliške, evangeličanske in Vinkošne cerkve v Pomurju. No, seveda pa prisrčen pozdrav namenjamo tudi članom in članicam občinskega odbora Murska Sobota, predstavniku odbora Karlu Šošu ter vsem članicam in članom odborov SDS iz občin, ki spadajo v 8. volilno enoto. Preden nadaljujem, mi dovolite, da vam povem, da nocoj ne bomo samo govorili, čeprav je res, da znamo veliko povedati. Pomemben del večera bo namreč govorila tudi glasba. Uvodoma so nas svojimi žametnimi glasovi pozdravili fantje iz okteta Belmura, ki jih bomo nocoj še slišali. Z nami pa bo ves večer tudi ansambl s pomenljivim imenom Viktori. To so Miki, Robi in dva Boštjana, od tega eden za klavirja in drugi za bobni. Z nami bomo potovali po vseh dneh in poteh te volilne kampanje. Zato vam kar dajem besedo. Viktori! Hvala lepa. Večer sem skupaj v imenu skupine Viktori, ki vam prinaša dobro voljo, smeh in nasmeh in seveda lepo zeleno deželo, ki jo želimo tudi ohraniti tako. Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Posod sem bil čisto sam, od zakljuka vodi vidna Ljubljana. Prevodil
without reaching, without doing waste. Kaj pomagajte zdravo? Da se ne žela ne zame, vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na uro, tako me gane, da lahko zavesim in odkrivem jame. So zapravi srcu, da sem tukaj doma. Tukaj doma. Bil sem pesmi in lagan, tuje ženske v svizdek doma. Iskal sem dom, doma za mano, srcu je tisti, ki ga poznam. Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na uro, tako me gane, da lahko zavesim in odkrivem jame. So zapravi srcu, da se oslovi. Tako je to pesmo doma. Tukaj doma. Marija, stisnem roko in mi reče, nisi sam. Tisti dan še nismo tvoji, ne hodi več drugam. Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na slavo, tako me gane, da lahko zavesim in odkrivem jame. So zapravi srcu, da so mi. Letinja se kupiti ne da, ker sem jaz. Letinja se kupiti ne da, ker sem jaz. Tukaj doma. Tukaj doma. Tukaj doma. Slovenija ni samo del skupnega evropskega trga in evroobmočja, ampak je tudi del evropskega političnega prostora, s katerim delimo številne enake ali podobne vrednote. Stranka, ki ima dobre povezave v evropskem političnem prostoru in zastopstvo v Evropskem parlamentu, lahko evropski politični prostor sooblikuje, bistveno več pa za koristi svoje države lahko naredi v evropskih institucijah. SDS pripada Evropski ljudski stranki, ki je najmočnejša politična skupina v Evropi. Ta povezava je v Sloveniji zelo koristila v času, ko je naša država leta 2008 uspešno vodila Evropsko unijo. Zelo koristna pa je lahko tudi v prihodnjih letih, ko bo morala Slovenija reševati doma nakopičene gospodarske in socialne probleme. Predsedniku SDS, Janezu Janši in stranki, je podporo izrazilo vodstvo Evropske ljudske stranke. Njen predsednik Wilfried Martens in podpredsednika Evropske ljudske stranke Mario David in Corien Fortmann-Kohl in njen generalni sekretar Antonio López Istruiz. SDS podpirajo številni predsedniki vlad in članic Evropske unije, še posebej odločno pa ga je podprla nemška zvezna kanclerka in predsednica stranke CDU Angela Merkel.
Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša je vrh Evropske ljudske stranke seznanil z razmerami v Sloveniji pred decembrskimi predčasnimi volitvami in s programom, ki ga je SDS pripravila za ponovni razvojni zagon Slovenije. Predsedniku Janši in stranki so izrazili podporo najvidnejši predsedniki vlad v Evropski uniji. Nemška zvezdna kanclerka Angela Merkel pa je ob tem dejala. Ich unterstütze Janez Janša ganz besonders und wünsche mir, dass er in der Wahl erfolgreich ist. Er hat Slowenien in den Euroraum geführt und er ist ein großartiger Europäer und deshalb wünsche ich ihm viel Erfolg und viel Kraft im Wahlkampf. SDS in njenemu predsedniku Janezu Janši so podporo izrazili tudi številni drugi evropski politiki, med njimi predsedniki najpomembnejših odborov ter vodje najštevilčnejših delegacij v Evropskem parlamentu. Vodja madžarske delegacije pri Evropski ljudski stranki v Evropskem parlamentu Andraž Girk je dejal: cenimo, da v SDS resnično ljubijo svojo domovino, hkrati pa ostajajo zvesti evropskim vrednotam. Imajo tudi močan glas pri pomembnih odločitvah v Evropskem parlamentu. Občudujemo njihovo predanost in poštenost. To so vrednote, ki jih potrebujemo, da popeljemo Evropo iz krize. Na stranko prihajajo tudi pisma podpore sestrskih strank iz vse Evrope. Vseh je izražena srčna želja, da bi SDS na volitvah zmagala in vodila Slovenijo po poti stabilnosti, rasti in blaginje, kar je ključnega pomena tako za Slovenijo kot za Evropo. Podpor je toliko, da bi lahko posebno konvencijo namenili samo njim. Zato bomo vse do volitev podpore stranki in njenemu programu, ki v velikem številu prihajajo iz tujine, objavljali na spletnih straneh SDS. Naj omenim še to, da prejemamo tudi številne podpore znanih in uspešnih Slovencev. Med njimi smo še posebej ponosni na podporo, ki nam jo je na uvodni konvenciji na Brdu pri Kranju izrekel edini slovenski olimpijski in svetovni prvak v atletiki Primož Kozmus z besedami: Slovenska demokratska stranka ima izrednega vodjo, ki je stabilna osebnost, pravi lider, za njim pa stoji ekipa, ki ima izkušnje in se je že dokazala. Vem, kaj pomeni ekipa v športu. Verjamem, da je enako v politiki in da ste pripravljeni na nove izzive. Želim vam vso srečo na volitvah in potem pri upravljanju države. Vsi smo ponosni nanjo, le pravo vodstvo potrebujemo. Dobro prijel. Zdaj pa za kratek predah znova skočimo v svet glasbe. Na oder vabim namreč eno najboljših slovenskih vokalistk, ki je poleg tega tudi ena najbolj srčnih, nasmejanih, energičnih mladih dam, kar jih poznamo. Gospe in gospodje, Nuška Drašček! Hvala lepa. Aha, Boštjan je tudi pretekel. To vas skupaj zapiramo skladbo, ki jo, mislim, večina vas dobro pozna. No se pa nastavil kaj bi reči. Be
le mesec dni kampanje. Slovenska demokratska stranka je po letu 2008, ko je za las zgrešila zmago na volitvah, seveda delala in ni sedela križem rok v opoziciji, temveč je iskala rešitve za izzive, ki jih je pred državljane Slovenije postavila tranzicija in za izzive, ki jih pred svet postavlja čas. Strokovni svet SDS je pripravil kompetenten in verodostojen program za mandat od 2011 do 2015, ki dokazuje, da je pomembno biti sposoben in pripravljen in da samo nov obraz brez vsebine v politiki še zdaleč ni dovolj. Program SDS ponuja 10 plus 100 rešitev za akutne probleme, ki jih je pred nas postavila kriza. Imamo rešitve, da prebrodimo težke čase, ki so pred nami. Da krizo uporabimo zato, da Slovenija iz nje pride boljša, močnejša in pravičnejša do svojih državljanov. V slabih časih je še posebej pomembno, da breme krize nosimo vsi. Zato smo kot prvo geslo programa izbrali pravičnost. Vse to delamo zato, da bi ljudje imeli delo, varna, dobro plačana delovna mesta. Delo daje smisel obstoju človeka v družbi, ter njemu in družini zagotavlja socialno varnost. Na tretje mesto smo postavili razvoj. Danes ustvarjamo premalo, jutri moramo ustvariti več. Takrat bo konec krize, takrat bomo veseli, da smo konec leta 2011 stopili skupaj in se združili okrog programa, ki je realna podlaga za optimizem. Slovenska demokratska stranka je sposobna bolje, bolj pošteno in predvsem bolj pravično upravljati z državo ter povezati ljudi s ciljem hitrejšega razvoja in resnične solidarnosti. Dovolite mi, da zdaj k besedi povabim župana občine Beltinci, doktorja Mateja Gombošja. Spoštovani, tudi Prekmurje so lahko vrata v Slovenijo, v Evropo in v svet. Zato je nujno potrebno, da bodo naše občine dobro povezane z državno politiko, ki diktira razvojna sredstva za regijo. Ekipa Slovenske demokratske stranke je s svojimi dosedanjim delovanjem dokazala, da ve združevati in povezovati Slovenijo z ostalimi evropskimi državami in svetom. Trdno sem prepričan, da bo naša regija po volitvah bolje povezana z Ljubljano in Evropo. Preko razvojnih potencialov Slovenske demokratske stranke z vrhunskimi strokovnjaki in odličnim programom 10 plus 100 za uspešno Slovenijo je nedvomno zagotovljen razvoj naših krajev. Vse, ki z mano delijo misel, da je uspešno Prekmurje pogoj za uspešno Slovenijo, pozivam, da zaupate svoj glas na državnozborskih volitvah 4. decembra Slovenski demokratski stranki. No, kot sem že dejala, nas je na začetku našega nocojšnjega druženja pozdravil oktet Belmura. Preden nam ponovno zapovejo, moram povedati, da sem se znova naučila nekaj novega, namreč nekaj o njihovem imenu. Padlo mi je v uho kot nekoliko nenavadno, celo rahlo italijansko, pa sem pomislila, pa odkot takšno ime tule v teh vaših koncih. No in seveda me je ženska radovednost napeljala k temu, da sem šla pogledat v knjige in sem našla, kar sem iskala. Belmura je zgodovinski kraj pri Muri in obenem zgodovinsko ime za Mursko Soboto. A ste vsi to vedeli? Belmura! Sem zaljubljen bil, sem očetu šel, smem ljubiti, a ne smem imeti dekle. Ne tega ti ne smeš, premlad si še, če pa to storiš, od hiše greš. Bil sem žalosten, šel sem k mamici,
smem ljubiti, a ne smem imeti dekla. Ne tega, ki ne smeš, preplaci še, če pa to storiš, se pogubiš. Bil sem žalosten, šel sem k fajmoštru, smem ljubiti, a ne smem imeti dekla. Ne tega, ki ne smeš, preplaci še, če pa to storiš, pa v pekel greš. Šel sem pred Boga, naj greha doda, smem ljubiti, ali ne, smem imeti dekle. Ah, menda ja je njal, se razsmejal, saj za volfantov sem dekleta dal. Ah, menda ja je njal, se nasmejal, saj za volfantov sem dekleta dal. Slovenija je sicer majhna, a učinkovita, dobro organizirana in urejena. Da zna biti urejena, je sploh v teh krajih videti korak za korakom. Zato so zaslužni predvsem ljudje, ki tukaj živijo in prostor oblikujejo. In tako k besedi vabim župana občine Moravske Toplice, gospoda Alojza Glavača. Spoštovani visoki gostje, kandidati, kandidatke Slovenske demokratske stranke, prijateljice, prijatelji, simpatizerji. Zame je danes prav poseben dan. Namreč natanko pred enim letom sem začel županovanje v eni najlepših občin v Sloveniji, to je v Moravskih Toplicah. In moram povedati, da me je bilo v začetku strah. Ampak danes po enem letu lahko rečem, da sem stopil na pravo pot, čeprav sem se s politiko ukvarjal že kar nekaj časa. In ko danes govorimo o programih, spomnim se časov, ko smo s svojimi prijatelji po Goričkem razlagali, kaj obljubljamo, predvsem v krajih, kjer so ljudje delali v sosednji Avstriji. In najbolje so razumeli, ko smo jim zelo preprosto povedali, da si prizadevamo za okolje, kjer bo lahko vsak živel od svojega dela, od dela svojih rok, oziroma misli, glave, sposobnosti. In seveda takrat so nam tudi za tak program zaupali svoj glas. Slovenska demokratska stranka je najbolje organizirana politična sila v Republiki Sloveniji. Ima izkušnjo pri obrambi te države in ima izkušnje pri izgradnji te države. Ima izkušnje pri vodenju občin, ima izkušnje na državni ravni, ima izkušnje pri vodenju evropskih institucij. In zato danes vse skupaj samo pozivam, da v nedeljo 4. decembra letos izberemo našo vlado, vlado Slovenske demokratske stranke in vsi storimo vse, da bo to pametna izbira. Hvala. Je
stranka bo na volitvah 4. decembra nastopila s kvalitetno listo kandidatk in kandidatov za 88 poslanskih mest v 8 volilnih enotah. Takšnih je tudi vseh 11 kandidatk in kandidatov, ki kandidirajo v 8. volilnem okraju. To so ljudje, ki jim gre za stvar, ljudje, ki jih odlikujejo znanje, izkušnje, sposobnost, pozitivna in ustvarjalna energija in ki se zavedajo, da bo treba v prihodnje 2-krat bolj trdo delati. V prvem okraju 8. volilne enote sedežem v Lendavi kandidira magistra Ivanka Šimonka Režonja, ki je diplomirana ekonomistka, magistra poslovne politike in organiziranja, zaposlena kot višja svetovalka na davčni upravi Republike Slovenije. No, žal pa je nocoj ni z nami, ker je bila zadržana. V drugem okraju 8. volilne enote sedežem v Ormožu pa kandidira Jurij Borko, ki je v poklicu strojni tehnik z dolgoletnimi izkušnjami in gospodarstvom. Zdaj pa že drugi mandat uspešen župan občine Središče ob Dravi. Je poročen in je oče ene hčerke. Lepo pozdravljeni. Prosim za mikrofon. No, lani ste bili že drugič izvoljeni za župana občine Središče ob Dravi. Ljudje vas imajo očitno radi. Očitno ste veliko naredili, ampak kaj pa je tisto, na kar ste vi sami najbolj ponosni? Torej, lepo večer in seveda pozdrav. Veseli me, da ste tako v velikem številu se zbrali. Poseben pozdrav pa seveda našim članom in prijateljem iz moje volilne enote, ki ste se pridružili. Torej, na kaj sem najbolj ponosen? Seveda najbolj sem ponosen na našo, na mojo občino Središče ob Dravi, na njene občane in seveda na Slovensko demokratsko stranko, ki nam je leta 2006 ob vladi Janeza Janše in seveda v poslanski skupini omogočila, da smo dobili lastno občino, izpeljali nekatere pomembne projekte imamo v načrtu in seveda to je bila velika pridobitev in nekako smo z tistega lepa razvitosti premaknili nekatere zadeve, vendar bo še vedno potrebno trdo delati. Torej, lastna občina mi je največji ponos. Med drugim tudi precej ambiciozen program na prometnem področju. Boste poskrbeli tudi kaj za prometno infrastrukturo? Vsekakor so dobre prometne povezave, posebej področji, ki so nekako odmaknjena od centra države, zelo pomembne vezi, torej posebej za investitorje. Vemo nekako, da se 3. in 4. razvojna os sta zelo pomembna. Tukaj bo potrebno nastaviti torej te programe in seveda opredeliti. Posebej pa je pomembna cestna povezava na področju, iz katerega prihajam, to je cesta Ormož-Ptuj. Jaz pravim tudi Središče ob Dravi, kajti nažalost so zato na to pozabili, da se Slovenija konča v Središču ob Dravi in da ves tovorni promet dobimo v Središče. Seveda je to pomembno. Pomembno pa torej tudi, da nekako vso to umeščanje teh tras, ki so dosti krat sporna, seveda umestimo z soglasji lokalne skupnosti. Hvala lepa in srečno. V 3. kraju 8. volilne enote sedežem v Ljutomeru kandidira Petra Mlinarič-Jager, ki je diplomantka fakultete za podjetništvo, ki je zaključila tudi strokovni magistrski študij. Je poročena in je mama 2 hčera. No, zelo spodbudno je, da se v politiko vključuje tudi vedno več mladih žensk. Kaj je vas spodbudilo, da se pridružite? Ja, v bistvu gospodarska kriza je marsikoga spodbudila v želji in sooblikovanju države za boljših možnosti. In predvsem pa regije, ki je že gospod Gomboši povedal, da smo nekako pozabljeni. Mnogi sprašujejo, kaj pomeni ta formula 10 plus 100.
Bi nam to malo razložili morda? Kar lahko storiš, da sproti dveh ne odlašajo na 4 leta. Predvsem 10 nujnih protikriznih ukrepov, ki jih bomo sprejeli v prvih 100 dneh vlade in 100 ukrepov, ki bodo sledili tekom mandata. Hvala. Hvala lepa. V četrtem okraju 8. volilne enote s sedežem v Murski Soboti kandidira Karel Šoš. Cenilec za avtomobilsko področje in član upravnega odbora sekcije avtoserviserjev Obrtne zbornice Slovenije. Lepo pozdravljeni, kaj je tisto, zaradi česar mislite, da vas bodo ljudje vodili? Zdaj lepo odzivu v dvorani se mi je zdelo, da imate en cel kup oboževalcev. Ali pa oboževalcev? Najprej pozdravljam vse moje domačine, prijatelje, znance, spoštovane goste. Veseli me, da ste se spravili v takšnem številu, da smo lahko danes skupaj, da se dejansko pripravimo na dobro tekmo, dobro dirko in da bomo 4. decembra zmagali. Spodbudilo me je to, da v bistvu bi rad bil, zavzemam se za to, da pravično zmagamo nad pravičnostjo, da ljudje dobijo tisto, kaj potrebujejo, da dobijo tisto, kaj si zaslužijo, ker naši ljudje so že nekaj časa zapostavljeni, da živimo v državi, ki v bistvu ne naredi vse tisto, kaj je normalni držav naše Evrope, naše, se pravi, na svetu. Ampak Slovenija za tem precej zadnje leta zaostaja. Jaz se bom zavzemal za to, da dejansko ljudje, ki so dejansko brez posla, da dobijo posel, da bomo res naredili to, tiste, kaj jim pripada. Torej, če vas prav razumem, je pravzaprav vaša prioriteta ta zagon gospodarstva? Ja, tako je. Gospodarstvo naše je v bistvu zadnji čas zelo veliko krči v krizi. Mi bomo vse naredili, da se sprosti te razne davčne olajšave, ki so zdaj v tem času blokirane, da se da več, da se spremeni davčne zakonodaje, ki je zelo komplicirana, ki je marsikaterega malega podjetnika uničila, ki je naredila to, da v bistvu je marsikdo mogel tudi firm zapreti in dosti ljudi ostali na cesti. Mi bomo dali dosti podpore razvoju in tudi novim gospodarskim družbam bomo vse naredili, da bo gospodarstvo živelo, ker edino to je pogoj, da bo spet Slovenija prišla na tisto mesto, ki je bila pred časom. Hvala lepa. V petem kraju 8. volilne enote s sedežem v Murski Soboti kandidira Vladimir Kolmanič. Ki je poklicni diplomat v kratkem mestu izboral veleposlanik Republike Slovenije v Grčiji. Je poročen in je oče 3 otrok. Lep dober večer. Ste karierni diplomat, torej izšolani prav za ta poklic. Rekla sem, da ste se pred kratkim vrnili iz Grčije. Še pravi čas ste pobegnili od tam, če lahko tako rečem. Vendar vas verjetno vežejo kakšni lepi spomeni na Grčijo. Lepi, ja, zanimivi, manj lepi. Samo najprej mi dovolite, ker sem doma. Drage prekmurke, dragi prekmurci, jaz sem Vlado Kolmanič, pravi Sovočanec, če niste me drugo ne videli. Hvala se to pozdravljam. No, moram se vrniti, ker niso vsi prekmurci. Čisto prav narobe sem vas naglasila, Kolmanič. Ja, po prekmursko. To ste si bom zapomnila. No, vprašanje, kaj ste povedali, drži, jaz sem karierni diplomat in sem diplomacijo skoraj 20 let. Nazadnje sem bil veleposlanik Grčije, to, da sem pobegnil, čisto ne drži. Mogoče je bil strateški umik. Moram pa seveda navezati na to, da me, recimo, mnogi med vami ne poznajo. Tako sem povedal, jaz sem pravi Sovočanec in sem bil tu profesor v Soboti, pa v Kičanu na zdravstveni šoli. Potem sem delal za Muro 4 leta. Moja soproga Vesna, ki je tu prisotna, je inženirka v Muri bila včasih. Potem sem se podal malo v te vode in leta 1990 sem že kandidiral v Soboti na lokalnih volitvah, 92. pa na parlamentarnih oziroma državno-zborskih. In dovolite, da prisrčno pozdravim mojega soborca, evropskega poslanca dr. Milana Zverjera, s katerim sodeluje od leta 1992 iz tistih prvih časov.
tako pozdravil drugega soborca, magistra Draga Šifterja, ki je bil ravno tako 1992 na listi takratne socialdemokratske stranke Slovenije in je bil tudi izvoljen v parlament. No, po teh mešanih izkušnjah iz področja izobraževanja, gospodarstva in politike sem zašel v diplomacijo. Absolviral sem magistrski študij mednarodnih odnosov v Ljubljani in potem služboval v Kairu, v Egiptu, v Washingtonu in v Grčiji, ker sem tudi bil veleposlanik. Lahko rečem, da sem imel zelo uspešno obdobje v Grčiji, z mnogimi obiski tudi takratnega predsednika vlade Janeza Janša, s 60 gospodarstveniki, med katerimi so bili tudi Prekmurci. Prijatelj Milan Zver je bil tam na obisku kot minister in tudi kot prijatelj in mnogi Prekmurci. S Prekmurci sem se odeloval ves čas, tudi pri promociji Mure, pri promociji prekmurskih izdelkov, Panvite, Geoterma in tako naprej. In to mislim početi tudi v bodoče. In sedaj, samo če zaključim, zakaj sem šel na volitve, me sprašujejo mnogi. Vete, jaz sem doživel prvih zadnjih 20 let spone Slovenije. Bili smo zelo ponosni, kar smo dosegli. Nekako vrhunec smo dosegli leta 2008. Obdobje 2004-2008 bilo zvezdno obdobje v Sloveniji. Dosegli smo najboljše rezultate, največji mednarodni ugled po predsedovanju EU. Potem pa je šlo vse navzdol. In jaz sem ponudil pač svoje bogate izkušnje, znanje stranki in danes sem srečen in privilegiran, da lahko kandidiram spet v domačem kraju. Veseli me pa še posebej, da me kljub moji svoje dolgo odsotnosti mnogi domačini še vedno prepoznavajo moji nekdanji dijaki, ljudje me celo sprašujejo, moji nekdanji sodelavci, ljudje me celo sprašujejo po mojem pokojnem očetu, ki je bil direktor Bliska, IMP, in tudi, če sem sorodil z Karolino Kolmanič, pisateljico in potem z veseljem povem, da to je moja mati. Tako. Skratka, pozivam vas, da oddate svoj glas zame. Prosim vas za to, obljubljam, da bom delal po svojih najboljših močeh, uporabljal svoje izkušnje in svoje dobre povezave za stranko, ki ima res najboljši program in res najbolj izkušnje, najboljše kadre, zato nam ne bi smela uiti zmaga na volitvah. Hvala lepa. V 6. okraju 8. volilne enote s sedežem v Gornji Radgoni kandidira Marija Murk. Proizvodnjem podjetju v Gornji Radgoni. Dobro pozdravljeni, dobrodošli. No, ukvarjate se že nekaj več kot 20 let, no, čeprav ne, pri nama let ne bova omenjali se niso, pač precej dolgo se ukvarjate z žensko, precej nenavadnim, pa zanimivim hobijem in sicer ste gasilka oziroma ste članica gasilskega društva. Pozdravljeni vsi gasilci. Kaj menite, solidarnost ali pravičnost? Kaj je danes bolj pomembno? Pomembne sta obe vrednote. Pravičnost nosimo v srcu in bi želela, da bi vsi ljudje nosili vsak dan s seboj in je naj bi puščali doma. Solidarnost je pa tudi vrednota, ki prihaja od časa do časa na plan in je potrebno, da ji ljudje prisluhnejo. In mislim, da smo Slovenci vedno znali prisluhniti, takrat, ko je bilo hudo nekaterim slojem ljudem in jim pomagati. Jaz mislim, da tudi letos, zdaj proti koncu leta, bodo spet prireditve, kjer bodo spet Slovenci dokazali, da smo solidarni in da znamo pomagati. Na programu SDS je ena od rešitev, ki ponuja tudi sprostitev nepremičninskega trga. Kaj to pomeni? Kakšna naj bi bila po vaše ta stanovanjska politika? Stanovanjska politika se bo razvijala v smeri, da bo dostopno stanovanje vsakemu človeku in to, da bo si lahko ustvaril stanovanje zase in za svojo družino. Mi vemo, mladi ljudje se zaljubijo, si ustvarijo družino, in pri tem država ne more kaj dosti pomagati. Pomaga pa lahko pri stanovanju.
da ne bodo takoj na začetku svojega življenja stali ob velikem problemu, kot je stanovanjsko pomanjkanje stanovanj. In pri tem bo Slovenska demokratska stranka s svojim programom veliko pomagala. In da ne bodo do 60. pri mamicah. Tako, ja, vsaj hotel mama je lep, ampak ni pa najbolj priporočljiv. Hvala lepa, srečno. Volilne enote s sedežem v Lenartu pa kandidira Franc Breznik. Na Evropski pravni fakulteti. Je strokovnjak za avtomatiko industrijskih procesov in razvoja kartičnih sistemov ter eden od pionirjev brezkontaktnih kartičnih sistemov. No, skratka, da tole malo poenostavim, ste inovator na področju elektrotehnike, kar je seveda imenitno in pohvalno, ampak jaz sem pa slišala, da imate tudi eno drugo umetniško žilico v sebi in sicer to, da radi in lepo pojete. In to res? Hvala za aplavz. Ja, Saša, ti dobro veš, da smo pred nekaj leti skupaj nastopali, ko smo še oba glasbenika, ne? Šla smo oba vsak v svoje vode. Lepo si me zvala, ne? Da preizkusimo po 15, 20 let. Mogoče. Dobro, nekaj zapirješ. Nekaj slovenskega, po vsej verjetnosti, ne? Jaz upam, da boste mi pomagali potem pa gremo, ne? Naj bo tole pesem za zaljubljene, vznesena lepa glasna polna rim. Naj bo elegija za pozabljene, ki čakajo, da v sanje zaihtim. Zdaj greva pa na vprašanje, ki nima prav veliko pravzaprav povezave s petjem. Kaj namreč namerava stranka ukreniti glede velikega gospodarskega kriminala, ki bremeni to državo? Ja, v bistvu, ves čas vse stranke govorijo o neki pravičnosti. Ne? In v stranki SDS v tej smeri tudi pravičnosti na sodiščih ugotavljamo sledeče stvari. Ker si prej omenila, da pač je pravo, tisto moje zadnje področje, s katerim sem se začel ukvarjati pred nekaj leti, je dejal takole. Vsak manjši človek vsak dan doživi nek prometni prekršek, v katerem je izredno kaznovan za majhne stvari. To so 500 evrov, 1000 evrov v praznih družinah, kjer so prihodki mogoče, če sta oba postena 1500 evrov. Te stvari so izredno nepravične. Ali kje je ta znak te pravičnosti? Je ta znak pravičnosti temu, da nekdo nekaj naseljo, kjer je ni mogoče dobene hiše v bližini, pelje 70 in mu gre družinski proračun celega meseca, za katerega sta garala oba dva starša. To je nepravično. Zato v Slovenski demokratski stranki predvsem ugotavljamo. Bistvo stari slovenski pregovor. Šparamo šibice, hlode mečemo skozi okno. Zato se bomo predvsem obvezali v tem mandatu. Spoštovani, dobri ljudje in pošteni ljudje. Prva stvar, specializirana sodišča, specializirane oddelki kriminalne policije za pregon težjih gospodarskih kriminalnih dejanj. V sosledju z tožilskimi skupinami in seveda na koncu specializirani oddelki sodišč. Govorimo o kombinaciji ekonomskih, pravnih, predvsem pa informacijskih znanj. Ugotavljamo, da so ta dejanja, ki vsi dan ugotavljate, da nam bežijo milijoni skozi okna, da so težko dokazljiva. Na podlagi tega seveda potrebujemo izredno izobražene skupine ljudi, ki bodo lahko izsledila ta dejanja in te ljudi, ki bodo teh dejanj seveda osumljeni ali kakorkoli obtoženi, da jih spravimo končno pred sodišče. Torej, konec te zgodbe, da zaključimo tudi s pevskim zgodbo, je pred sodišče ne bojo peli več kuri tatovi, pred sodiščem bojo pele velike ribe.
mandat poslanec Slovenske demokratske stranke v tem okraju. Torej, za poslanca se potegujete že tretjič. Kaj vam je pri delu poslanca najbolj všeč? Tisto spanje in telefoniranje v parlamentu morda? Torej, če mi dovolite, bi izkoristil to priložnost, dragi prijatelji, da vidim, če so moji volivci iz mojega volilnega kraja tukaj v dvorani prisotni. Torej, hvala lepa. Če odgovorim na vaše vprašanje, bi povedal naslednje. Veste, jaz kot poslanec sem daleč najbolj srečen in najbolj zadovoljen, če lahko nekaj storim za tiste, ki so me poslali v parlament. Odličen odgovor. No, vemo pa, da se bo moralo tudi na področju trga dela marsikaj spremeniti. Zdaj me pa zanima, za kakšne oblike dela se zavzemate kot stranka, za fleksibilne, kot je na primer honorarno delo, avtorske pogodbe, študentsko delo, ali bolj za redno delovno razmerje? Zavzemamo se za večjo prožnost trga dela in za večjo varnost zaposlenih. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da je to področje nujno potrebno urediti, ker je tukaj izpostavljenih veliko problemov, če želimo seveda slediti globalnim trgom oziroma trgom Evropske unije. Jaz mislim še, torej, da je potrebno izjemno pomembno urediti področje, da se ne bo nikoli več zgodilo to, kar se je dogajalo v preteklih 4 letih, ko so zaposleni, niso imeli nikakršne pravice, še manj pa, da bi imeli kakršnokoli zaščito. Če se spomnite nazaj, ko so se dogajali problemi, da po 6, 7 in ne vem koliko mesecev ljudje niso prijemali plače. V Slovenski demokratski stranki imamo na to vprašanje odlične odgovore. Hvala lepa. V 9. okraju 8. volilne enote s sedežem na Ptuju kandidira Andrej Čuš. Spet oživela in že izpeljala nekaj odmevnih projektov. Pozdravljeni, vi ste med mlajšimi kandidati. Kje vidite ali sploh vidite prednost te svoje mladosti? Ja, jo vidim v naši služini, pristopu, pa tudi v tem pozitivni trgi, lahko rečem, ker že v kampanji, kar jo delamo, tudi ta mesec bo zelo težek, že ko ne vemo, kak naprej, rečemo, ajde, gremo do konca, razturajmo, najboljši smo in to je naša odlika. Torej, ta mesec ne boste pokrita študirali, zdaj spite? Bomo, ampak po 4. decembru največ. No, glede na to, da ste seveda študenti in da se sami pravzaprav soočate z vsemi problemi, ki tarajo študente, vas verjetno ravno ta določena področja, ki se tičejo študentov, zanimajo bolj kot vsa ostala. Kakšne spremembe pa predvidevate na področju šolstva? Ja, mladi, lahko danes težko rečemo, da smo ponosni na stanje, kjerem smo, ker ni služb, študijski proces je katastrofalen, osamosvajanja praktično ni, ker 2/3 mladih do 35. leta živi pri starših in na to tudi jaz kot predstavnik mladih ne morem biti ponosen. Zato treba mladim zagotoviti dober študijski proces, torej to bomo naredili zato, tako da zagotovimo srednje šolstvo obvezno, da bo vsak dobil osnovno oziroma vsaj srednje šolstvo, da bo konkurenčno na trgu delovne sile. Potrebno pa bo tudi veliko narediti na področju študija, kot sprememb bolonjske reforme, kjer opažamo, da se do mlade premalo vlaga. Na drugi strani pa bomo tudi študentje morali spostaviti večji nivo odgovornosti do študija, kot tudi do države same. Na Ptuju kandidira Helena Neudauer, ki je univerzitetna diplomirana pravnica in odvetnica na Ptuju. Je poročena in je mati 2 otrok. No, najprej seveda vprašanje, ki predvsem po moje zanima mene, a vas doma podpirajo? Kaj pravijo na to vašo kandidaturo? Otroci, mož, družina? Ja, vsaki vziv, ki ga sprejmeš na novo, v bistvu pomeni to, da ti največ pomaga to, da ti prisluhnejo ožja družina, širša družina, pa tudi prijatelji. Z možem smo se v bistvu o tem temeljito pogovorila takrat, ko sem prevzela funkcijo
podžupanje mestne občine Ptuj in v bistvu takrat je rekel, da bo pomagal, samo da likov pa pač ne bo. Ne moram reči, da mi veliko pomeni, da me mož podpira tudi pri delu v politiki. Ena od glavnih tem preteklega mandata je bila tudi medgeneracijski in socialni dialog, oziroma bolj bi mu lahko rekli ne dialog. Ali boste odločitve o spremembah glede pokojninskega sistema plač v javnem sektorju tudi vi sprejemali s preglasovanjem? Nikakor ne, to ni bila nikoli praksa naše stranke. Ponovno bomo vzpostavili socialni dialog, ki je bil v tem mandatu povsem zanemarjen. Odločitve, ki jih bomo sprejemali na področju socialnih transferjev, plač, pokojnin in podobnega, bomo sprejemali v soglasju z socialnimi partnerji. K temu smo se zavezali tudi z našim programom 10+100. Dobro, hvala lepa. V zadnjem 11. kraju 8. volilne enote s sedežem prav tako na Ptuju pa kandidira Branko Marinič. Ki je drugi mandat poslanec SDS v tem kraju in tudi zato ga ni potrebno posebej predstavljati. Izvolite. Za seboj imate torej 2 mandata v parlamentu. Kako je ta vloga vplivala na vas? So se vaše prioritete življenjske kaj spremenile? Ja, lep pozdrav, dober večer vsem skupaj. Dovolite mi, da poseben pozdrav namenim mojim članicam in članom 11. volilnega okraja, ki vem, da so nocoj z mano in jim tudi namenjam poseben pozdrav. Veste, biti poslanec ni tako enostavno, ko opazujemo to v predvolilni tekmi. Biti poslanka ali poslanec je garaško delo. Pripravljen sem na ponovni sil in to zaradi tega, ker se mi je zdelo vedno najpomembnejše, da takrat, ko si izvoljen, ne smeš nikoli pozabiti na zaupanje, ki so ti ga dali volivke in volivci. In tega zaupanja ne smeš kot poslanec nikoli zlorabiti. No, prometna zakonodaja oziroma zakon o cestno-prometnih predpisih vsakokrat, ko ga kdo omeni, pravzaprav dvigne veliko prahu. Kako nam gleda SDS? Boste morda znižali zelo visoke kazni? Da. Znižali bomo kazni in jih spravili v zakonodajo in na tisto raven, ki bo primerljiva z evropskimi državami. V programu SDS imamo zapisano, da bomo zakonodajo spremenili tako, da bomo prišli do -50, tako kot je bilo, ko smo zaključili mandat v letu 2008. Vsekakor pa bomo seveda tudi v zakonu predvideli sankcioniranje prekrškov, vendar na tak način, ki bodo poučni in ki bodo zagotavljali po eni strani večjo pretočnost, nikakor pa ne, da bi kazni bile namenjene zgolj in samo polnjenju državnega proračuna. Kandidati Slovenske demokratske stranke za volitve v Državni zbor Republike Slovenije 2011 v 8. volilni enoti. Zdaj pa mi dovolite, da na oder povabim še glavnega gosta današnjega večera, evropskega poslanca iz vrst SDS, dr. Milana Zvera.
Hvala lepa za besedo. Hvala tudi vam, da ste se tako množično udeležili, je skoraj več kot na Brdu. Jaz sem resnično vesel, da mi je predsednik zaprosil, da ga domestim na današnji konvenciji, mini konvenciji 8. volilne enote, da lahko predstavim vaše kandidate, naše kandidate in pa tudi nekratko program stranke oziroma stranko na teh volitvah. Prejle je Vladimir omenil, da ga dosti sprašujejo, zakaj se odločil, da kandidira na teh volitvah. Po skoraj 20 letih. Tudi mene zadnje čase sprašujejo nekaj podobnega. Prvo so me vprašali v Bruslu, pa so dali tudi sodbo, a je to odgovorno do Evropskega parlamenta. Naslednji učitek je prišel iz mojih rojstnih vasi, oziroma tam, kjer prebivam, ali je to odgovorno do volilnega telesa, do voljivcev, ki smo menda ja izvolili v Bruslu. Tega je dal Franc Pukšič, ki se je takrat bal, da mu kandidiral v njegovem volilnem kraju. No, na blogih pa so pravi mojstri, kot veste, pišejo razne stvari, dokaj direktno, in en je napisal, da sem enostavno kreten, ker bom pustil lepo plačo in se preselil v Slovenijo. Ampak zato je treba zmagati in seveda biti izvoljen. Toliko za ta uvod. Ampak jaz sem prepričan, da bi vsi vi, ki ste tukaj, storili enako kot jaz. In se odločil, da greš domov in pomagaš stranki, ki je obsojena na zmago, da potegne Slovenijo iz nezavedljive situacije. Zato, ker na politiko gledamo drugače kot nekateri drugi, tudi naši konkurenti. Jaz menim, da so te volitve vse tako pomembne kot tiste leta 90. Takrat je Slovenija potrebovala močno ekipo, novo ekipo, zanesljivo ekipo, ki bo spremenila marsikaj v takratni državi, volitve so se še dogajale v Jugoslaviji, ki bo popeljala Slovenijo na pot samostojnosti in demokracije. To sta bila tista dva glavna cilja Demosove koalicije, kot veste, so se takrat nekatere opozicijske stranke združile v močno koalicijo Demos in je zmagal. In tudi vse predvolilne obljube je uresničil, tiste ključne. In zaradi tega je Slovenija in demokratična in samostojna država. Brez Demosa tega ne bi bilo. To se je zgodilo takrat zato, ker smo imeli močno vlado in vsi ministri in glavni politiki takratne oblasti so bili predani svojemu delu. Danes je slovensko politično prizorišče predvsej drugačno, kot je bilo takrat. Takrat je nastopilo na volitvah 123 strank, danes jih je vložilo kandidature 21, 100 manj, ampak še vedno zelo veliko. Tisto, kar bi jaz apeliral na vse vas, pa ne, vi to več ali manj tudi poznate, lahko pa apelirate na svoje prijatelje, da ljudje izbirajo močne politične stranke. Ne bi bilo dobro, da bi se pojavila tako v parlamentu, kako tudi v vladi, ogromna količina strank, zato ker bo potem vlada nestabilna, nemočna. Ta hip Slovenija potrebuje močno vlado. Močno vlado z jasnimi cilji, z jasnimi prioritetami, kot jo predstavlja recimo naš program. Res je, na politično sceno, ki se je zadnja leta zelo spremenila, so stopili dve zasebni ali privatni stranki, kot jaz temu rečem, zasebnimi imeni, dva nova ansambla. Ni običajno za stabilne demokracije, da se pojavijo stranke recimo z takimi imeni. Se tudi pojavljajo včasih, ampak ne igrajo pa pomembne vloge. Pojavijo se ad hoc na politično prizorišče in tudi po volitev relativno hitro izginejo. Jaz se bojim, da se bo ta zgodba ponovila neki naravni trend tudi pri nas. Mi pa rabimo zanesljive in gotove politike, ki bodo vleki Slovenijo naprej. Če bi me danes vprašal, zakaj pa voliti SDS, ali pa če bodo vas vprašali, zakaj voliti ravno SDS, en argument sem že povedal, zato ker potrebujemo močno stranko. Naša prednost je tudi to, da je ta stranka rasla organsko, postopoma, več kot 20 let. Niso vsi že 20 let skupaj z nami, ampak so se kasneje pridružili
na temelju nekih skupnih vrednot, programa, pričakovanj, pa tudi nekaj drže, ki so se naši politiki vse držali. To ni druščina, ki bi kar tako nastala ob nekem dogodku, na hitro. Take druščine običajno tudi hitro kasneje razpadajo ali pa propadajo. Je organsko rasla, zato je tudi močna. Na nek način naša stranka predstavlja neko družino, ki jo vežejo tisto, kar je najbolj močno, in to so skupne vrednote in pogled na politiko. In tudi zaradi tega se mi zdi, da je najbolj, tudi sicer so politične stranke trajne organizacije, ne pa ad hoc, muhe enodnevnice. Ne? Kdo je takrat, če ima slab dan, sem slišal danče na reklamu, ravno tisti dan. No, jaz mislim, da ne bo tako hudo na teh volitvah. Naša prednost je, torej ta organizacija močna s 30 000 člani, z še velikokrat več privrženci, ki so predani politiki SDS. Naša moč je, ali pa naša primerjalna prednost je v odličnem programu, ki ga je napisal Strokovni svet, ki ga je začel zelo zgodaj pisati. Takoj, ko smo videli, da vladajoča ekipa prejšnje vlade, Pahorjeve vlade, noče sprejemati naših predlogov, niti tistih paketov ukrepov, protikriznih ukrepov, nekaj smo jih pripravili na zalogo in kasneje takoj ponudili tudi vladajoči koaliciji, če tudi nas ne sprejmejo v vlado. Ponudili smo neko partnerstvo za razvoj, ki so ga kratko malo odklonili. Tudi zato je Slovenija danes tam, kjer je. To je ta program, ki smo ga spisali v tej rumeni knjižici, je nekaj najboljšega, kar je nastalo na slovenskem političnem prizorišču doslej. Še nobena stranka ni imela tako natančno razdeljenega programa v konkretnih ukrepih, 110 ukrepih recimo. In to 10 plus 100 pomeni ravno to, da takoj naslednji dan, ko bo vlada imenovana, lahko začne z delom. Ne potrebujemo nobenega, ali pa Slovenija ne zmore nobenega 100-dnevnega pasu časa mirovanja. Tako je treba začeti delati. Zato, ker situacija je, sami veste, slaba, lahko je še slabša, če ne bomo tako podenili voza naprej. In tisti prvi 10 ukrepov je nujnih in bodo tudi izpeljani. Naslednjih ostali 100, če imate možnosti, temeljito preberite, to je nekaj, kar lahko zagotavlja neko gotovost in sigurno pot v blaginjo prihodnosti. Mogoče ne tako jutri, ampak začeti je treba že jutri delati, da bomo lahko v nekem doglednem času spet ustvarili toliko, kot porabimo. Danes porabimo več, kot ustvarjamo, za 1/5 več, kot ustvarjamo, in to ni dobro. To pomeni, da prilagamo breme razvoja na naše otroke in vnuke. In to ni pošteno od naše generacije. Mi lahko zapravimo samo toliko, koliko tudi ustvarimo. Kako bomo pa ustvarili, tudi to piše v programu noter, tako da bomo ustvarili nova delovna mesta, seveda s investicijami. Investicije pa ne moreš pripeljati tuje in domače, čim določenih olajšav zanje. Nekateri bi še naprej dvigovali davke in s tem še naprej obremenjevali ljudi in pa gospodarstvo. Tako ne gre. Mi moramo poiskati druge vire financiranja gospodarstva, drugi kisik za gospodarstvo, ki mora narediti neki novi razvojni preboj. In tega smo pripravljeni storiti. Šele na tej podlagi bomo gradili prihodnosti blaginjo in jo razvijali še naprej. Torej program in pa sposobna ekipa, ki za njo stoji, prejeli smo od voditeljice Saše lahko slišali, kakšno podporo vse dobiva Slovenska demokratska stranka v tujini. Ko smo začeli razmišljati, kako pridobiva to podporo, sem bil kar malo skeptičen, zato ker niti ni veliko evropskih naših sesarskih stran poprosilo za tako podporo, oziroma niti ni bilo to doslej običajno. Potem sem poskušal v parlamentu, poprosil vsakega vodja nacionalne skupine, da morda bi pa vseeno nas podprli preko video nagovora. In se rekli, smo že dobili mail, moji asistenti so to poslali vsem, tudi glavno tajništvo je bilo aktivno vključeno. In ko sem kakšnega srečal, vsak pozdravil in že pripravljamo zadevo. Tako da je naletelo na neverjetno odmev. Ampak pazite, v evropski politiki ni slučajnega. Dobro vejo, s kom imajo opravka, s kom imajo opraviti v Sloveniji. In rezultat je pač takšen, da edino Slovenska demokratska stranka uživa podporo
domala vseh vlad v Evropski uniji, razen 4-5 ne, ker so večina naše na oblasti v teh strankah, domala vseh politikov, ki tako v Evropski uniji kaj veljajo in ključnih politikov, ki delujejo v Evropski komisiji in pa v Evropskem parlamentu. Kaj hoče še boljšega? Veliko bolje je to kot podpora enega župana sosednje prestolnice ali kaj podobne. Torej, naš predsednik, naš boljši mandatar, jaz upam, ima v primerjavi in z Viratom, in z Jankovičem, in z drugimi veliko primerjalno prednost. In te ni za zanemariti. Se marsikdo bo dejal, vse ključna stvar je, da imamo mi doma podporo med ljudmi, da smo tukaj močni, seveda to je zelo pomembno. Ampak v prihodnih letih bo podpora evropskih političnih igralcev izjemno pomembna tudi za usodo Slovenije, tudi za nadaljni razvoj Slovenije. Zato je prav in jaz mislim, da to velika primerjalna prednost naša in jo treba tudi večkrat tudi poudarjati. Tisto, kar je pa največ že bilo omenjeno, da nam gre za stvar, to filozofijo smo dobili ali pa preseli od dr. Jožeta Pučnika. On je pred 2 desetletjima in še več veliko hodil tukaj po Prekmurju, ste ga dosti gostili, tudi prve mednarodne stike ste navezovali skupaj z njim. O njem je takrat Drago Janča napisal, da tisti rumeni knjižici, če se spomnite, tudi je rumeni zanimivo, kakšna simbolika, da mu gre za stvar. Torej, ne gre samo za interes, za neko kalkulacijo, ki je temeljni izračun sodobnosti, da vložiš manj, kot dobiš ven, ampak gre za stvar, da se stvar spremeni, da se Slovenije nekaj prinese, nekaj dobrega. Gre za obči interes. Stranke niso zato, da bi svoje privatne ali pa zasebne ali pa posebne interese prinašale v parlament. To je inštitucija občega interesa, skupnega dobra. Pučnik je razumel tako politiko in mi za njim vsi skupaj razumemo tako politiko. Zato je pomembno 4. decembra oziroma dan potem, da se zavemo tega, da bo treba takoj prijeti, vajeti v roke in delati. Včasih bo treba poseči tudi po kakšnih hujših ukrepih, ki ne bodo popularni, ampak za dolgoročno dobrobit Slovenije bo treba to narediti. Skupaj bomo mogli potegniti voz naprej, še prej pa bo treba zmagati. Jaz vas ne bom prepričeval, da vi volite za Slovensko demokratsko stranko, ker boste to storili. Lahko pa vas prosim in pozovem, da poskušate prepričevati še tiste morda znance, prijatelje in druge, ki morda še niso dovolj odločni, koga ne volijo. Ne volijo vse močne stranke in če se reda v okviru tega Slovensko demokratsko stranko, le če bomo zmagali z dovolj veliko večino, bomo imeli priložnost oblikovati vlado. Na nasprotnem primeru ne. Tudi če zmagamo z majhno večino, ni nujno, da bomo oblikovali ali pa da bomo imeli možnost oblikovati vlado. Zmagati moramo Gorenj in 4. december, ki smo si ga tako srčno želeli, ves čas predčasne volitve, je dan, ki bo prinesel novo upanje za našo Slovenijo. Hvala. Naše nocojšnje druženje. Predstavili so se torej kandidatke in kandidati Slovenske demokratske stranke na volitvah v Državni zbor Republike Slovenije 2011 v 8. volilni enoti. Pred nami je še kar nekaj trdega dela za vse, tako za kandidate kot za njihove štabe, ampak trdno smo prepričani, da bodo vse dali od sebe in da bo 4. decembra zmaga naša. Lepo pozdravljeni in srečno, do konec pa še enkrat vičeni in društega. Posud, kjer mi sveže pogled, lepoto zasanjala, kjer najti še lepši je svet, kjer lepša je
se skriva v daljave zazem, pregriče gori gora, daljavi še modro gorjavo zrak, kjerice je odroma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravlja vame srca in srečni duh svoj.
Martina Viktorjani.